Razkrite strehe, podrta drevesa, odkriti rastlinjaki. To je le nekaj posledic Goriškega. Smo imeli 12 intervencij, od tega je šlo predvsem za odkrivanje lahkih kritin, se pravi streh, pločevin, različnih obrob senčil. Dopoldne je bilo torej najhuje na zahodu države. Veter pa ni prizanašal niti drugim delom. Močni sunki so odkrivali strehe na Gorenjskem, v Radovljici. Hudo je bilo tudi na Cerkljanskem. V vaseh Bukovo in Zakojca je veter razkrival strehe, podiral električne drogove in ruval drevesa. Streho je odkrilo, prišel je sunk, nenadni sunk in je vrglo vse dol. Veliko intervencij še čaka, zato je enostavno prenevarno za reševalce, še zmeraj ali odkriva samo strehe, tudi cele konstrukcije objektov, tako da je prenevarno. In kot povedo na Arsu, kjer so za skoraj pol Slovenije razglasili rdeči alarm, bo najhuje v naslednjih krajih. Pa so to predvsem zgornje Posočje, pa potem območja pod Karavankami in pod Kamniško-Savinjskimi Alpami, nekje vzhodno od Žirovnice in zahodno od Cerkelj na Gorenjskem, pa tudi na širšem območju Pohorja. Malo po 14. uri so številnim prebivalcem Slovenije na kritičnih območjih zabrneli telefoni. Prejeli so namreč opozorilo z napotki, kako ravnati na območjih, kjer lahko sunki vetra dosežejo hitrost do 140 km/h. Upam in opozarjam, da čim manj gibanja na zunaj,